zasedanje bo res vsebinsko izredno bogato. Jaz sem se odločila, da v tem uvodnem nastopu opozorim samo na dve temi, potem pa, če bo pogovor, če vas zanima kakšno moje dodatno mnenje, bom še na to odgovarjala. Najprej bi omenila dogajanje v zvezi z odnosi med Hrvaško in Slovenijo. In sicer na to, da je Slovenija ratificirala pristopno pogodbo, Hrvaško pristopno pogodbo. Žal pa je že nekaj dni po tej ratifikaciji civilno sodišče v Zagrebu nadaljevalo sodnim postopkom. In Hrvaška je torej že po nekaj dneh prekršila dogovor, kar menim, da vnaša dvom med slovensko-hrvaške odnose. To ni v evropskem duhu, še posebej sedaj, ko se številno zakonodajo na raznih področjih trudimo, da pravzaprav strukturno vnesemo v zakonodajo ukrepe, ki bodo res države članice prisilili, da tisto, kar obljubijo, tudi izvajajo. Na to bom opozorila v ponedeljek zvečer med enominutnimi govori in pravzaprav pozvala Evropsko komisijo naj trdno pazi na izvajanje izpolnjenih obljub tudi med obema državama, še zlasti zdaj pred pristopom. Sicer o tej širitveni politiki sem prepričana, da bo kolegica Tanja mnogo več povedala, ker je to bolj njena tema. Jaz bi zdaj prišla na drugo temo, to pa je izvzem določene količine emisijskih enot iz trgovanja. Sliši se izredno komplicirana in tehnična vsebina, zaradi tega bom nekaj časa posvetila temu, da vam sploh razložim, zakaj gre, ker mislim, da je pomembno, da to temo poznate, da veste, ker bo tako ali drugačno stališče Evropskega parlamenta močno vplivalo na določene industrijske panoge v Sloveniji, v Evropski uniji, tudi v Sloveniji, s tem pa tudi seveda na zaposlovanje. Gre za shemo za trgovanje z emisijami, ki je začela delovati leta 2005. To je eden izmed ključnih elementov evropske podnebne politike. Namen te sheme je, da omogoči, da do leta 2020 znižamo izpuste za 20% glede na raven izpustov iz leta 1990. Trenutni trendi kažejo, da bomo ta okoljski cilj tudi dosegli. Ker pa se shema deluje kot tržni mehanizem, to pomeni, da se seveda v njej trguje, da dobimo tudi, da je rezultat tega delovanja tudi nek denar in ta denar naj bi bil vložen v razvoj trajnostnih tehnologij. Vendar pa je zahteva le ta, da naj države članice vse 50% teh sredstev res namensko porabijo, nič drugega. Shema deluje kot tržni mehanizem, torej se cene kuponov oblikujejo na trgu glede na ponudbo in povpraševanje in ko je bila uvedena, je bila cena kuponov med 8 in 12 evri v letu 2005, no sedaj je pa padla. Letos se vrti cena tam okrog 5 evrov in jasno je, da je padla, kajti soočamo se že nekaj let s finančno krizo, to pomeni, da je manj investicijskega potencijala, soočamo se z gospodarsko krizo, to pomeni, da je proizvodnja upočasnjena, zato manj izpustov. Soočamo se pa tudi z izredno kompleksno prepleteno evropsko zakonodajo, ki je recimo zahtevala vlaganja in subvencije v obnovljive vire energije, ki je zahtevala vlaganja v izboljšanje energetske učinkovitosti in seveda je zaradi tega tudi manj povpraševanja po teh emisijskih enotah. In to, da se cena znižala, je samo dokaz, da sistem deluje tako, kot je bil zasnovan. Zato Evropska komisija pa še vedno meni, da so cene ogljika pa enot emisij prenizke in je zaradi tega predlagala, da se jih nekaj začasno izvzame, 900 milijonov je predlagala, da se jih umakne iz sistema. V odboru za industrijo, raziskave in energetiko smo njen predlog odločno zavrnili, v odboru za okolje pa, jaz pravim, so ga zadržano podprli, imajo kar nekaj pomislekov tudi pri tem. No, sama menim, moje osebno mnenje je, da je tak hiter ukrep komisije nepotreben in tudi škodljiv, kajti v Evropski uniji izpolnjujemo okoljske cilje, ki smo si jih zastavili.
Menim pa, da bi ukrep pomenil le povišanje cen energije. To bi seveda pomenilo obremenitev za gospodinstva, ki imajo že sedaj težave, vemo, v kakšnem času se nahajamo. Predvsem bi pa to močno obremenilo gospodarstvo in v njem posebej še energetsko intenzivne panoge. To so recimo cementna, jeklarska, papirna, steklarska. In to so panoge, ki so izredno močne tudi v Sloveniji. Če si berete časopise, če pogledate sporočila Gospodarske zbornice Slovenije, vidite, da je nekaj tisoč ljudi zaposlenih v teh panogah. In to seveda niso samo številke, to so ljudje. Zadaj za temi ljudmi so družine in jaz mislim, da moramo pokazati občutek za te ljudi, takrat, ko odločamo o zakonodaji. Če še malce bolj obrazložim to svoje mnenje, povedala sem že, da je ETS mehanizem, ki je bil prvotno ustanovljen za to, da se znižajo emisije. Zdaj Evropska komisija naenkrat obrnila te prioritete, pravi, da pravzaprav kljub temu, da bomo okoljske cilje izpolnili, je pomembno, da se zbere tudi dovolj denarja. Jaz ponavljam še enkrat, ETS ni mehanizem za polnjenje shiranih državnih proračunov. Niti se ne čudim, da so države članice, vlade držav članic večinoma kar zelo podprle predlog Evropske komisije, ker so njihovi proračuni seveda prazni in vsak evro pride prav. Ampak ne pozabimo, to je evro, ki gre direktno iz industrije v državni proračun in se vnaprej ne zagotavlja namenska uporaba. Opozorila bi tudi še na pomen stabilnega investicijskega okolja v Evropski uniji. Imamo precej ambiciozne politike, za katere smo že dosegli, smo jih že podprli tako v parlamentu kot v Evropski komisiji in v svetu. In zaradi teh politik bodo potrebna težka vlaganja. Za ta vlaganja ne bo dovolj samo javni denar, niti približno. Z javnim denarjem lahko ustvarimo samo nekaj spodbud. Večina teh vlaganj bo zasebnih, iz zasebnih sredstev. In zato seveda investitorji, ki so zasebni investitorji, potrebujejo stabilnost, potrebujejo predvidljivost. In če bomo zdaj mi pokazali, da nam ena cena nekega kupona ni všeč in to umetno posežemo s politično odločitvijo, nek tržni mehanizem, je to seveda zelo slab znak za predvidljivost in stabilnost zasebnim investitorjem. Omenila sem že delovna mesta, to je vprašanje konkurenčnosti. Industrije, ki sem jih prej omenila, naj še enkrat omenim, jeklarstvo, steklarstvo, papirna industrija, železarstvo, vse to so industrije, ki konkurirajo na mednarodnih trgih. To pomeni, da njihovi izdelki, njihovi produkti konkurirajo z izdelki, ki so proizvedeni v državah izven Evropske unije. In Evropska unija ima že zdaj med najvišjimi okoljskimi standardi. In seveda že zdaj morajo te industrije ogromno vlagati v svoj razvoj, da lahko sploh konkurirajo. Se pravi, jaz mislim, da z še dodatnimi okoljskimi zahtevami bi bil to zelo slab znak in pravzaprav odpiramo vrata za novo zapitev teh industrij izven Evropske unije. Če še malce bolj natančno opišem stanje v Sloveniji, omenila sem, da smo dobili kar nekaj pozivov poslanci, tako iz Gospodarske zbornice Slovenije, potem od Združenja papirne in papirno-predelovalne industrije, poziv podjetja Talon, precej pozivov je bilo iz Slovenije. V Sloveniji imamo ceno električne energije že zdaj izredno obremenjeno. To pomeni, da potrošniki ne plačujemo samo elektrike, ampak da, mislim, da skoraj da polovico tega, kar plačamo, se porabi v druge namene. Industrija, gospodarstvo plačuje še dodatne prispevke in letos so se ti prispevki za zeleno energijo, za industrijo povišali za faktor 3, se pravi 300% so višji. Jaz sem si malo pogledala, kaj to pomeni in sem našla številko, da bo ta industrija energetsko intenzivna samo
tega prispevka plačala 16 milijonov, samo talom 10 milijonov. To sem našla v medijih, tako da moram opozoriti, da nisem vprašala tovarne, da bi mi to potrdila. Ampak to so tako ogromne številke, da se v njih moramo res zamisliti. To je samo en prispevek, kaj pa še vsi drugi. Tako da še enkrat rečem, sem proti temu, da se gospodarstvo dodatno obremeni in sem proti temu prispevku. Morda še na koncu omenim še en dokument, ki ga bomo obravnavali v zvezi s sistemom ETS. To pa je, da se začasno ustavi trgovanje s temi emisijami za tiste lete, ki potekajo v Evropsko unijo in izven nje. Evropska unija se je namreč zelo dolgo dogovarjala z mednarodnim letalskim združenjem ICAO, da bo uvedlo da se bodo dogovorili na svetovni ravni za neke ukrepe, ki bodo znižali izpuste dolgoročno v tej gospodarski panogi, tako da bodo letalske družbe, ne glede na to, kje delujejo med sabo, lahko konkurenčno tekmovale, neodvisno od okoljskih standardov. No, to se ni in ni zgodilo in Evropska unija je rekla v nekem trenutku, zdaj pa tega dovolj, in smo sprejeli, vključili sektor letalstva v svojo shemo ETS. No, zdaj je mednarodno združenje ICAO dejalo, da do sredine tega leta bodo sprejeli nek dogovor, če Evropska unija še nekoliko počaka. In naslednji teden bomo glasovali o tem, da bi začasno zaustavili to trgovanje, da torej za lete iz in v Evropsko unijo letalske lete ne bi bilo treba plačevati za ceno, ne bi bilo treba plačevati izpustov. Pričakujemo pa, da bo tak mednarodni dogovor dosežen najkasneje v septembru in taka ustavitev ure bi bila možna največ za 1 leto. Samo moram reči, da sem tudi do tega predloga skeptična, čeprav Evropski parlament močno podpira, ker mislim, da se je Evropska unija dovolj dolgo pogajala z ICAO-om in če smo določen zakon sprejeli, če smo določeno direktivo sprejeli, potem bi jo morali tudi izvajati. Ko pa mednarodna skupnost doseže dogovor, ki je primerljiv z evropskim, pa lahko potem se dogovorimo, da ta shema ETS za mednarodne lete ne velja več, temveč velja dogovor v okviru sektorskega združenja.